spoštovani prisotni na današnjem koncertu Farnega pevskega zbora Črnuče. Farni mešani pevski zbor Črnuče se z današnjim koncertom pridružuje slovesnosti, ki potekajo ob 150-letnici ustanovitvi Fare Črnuče. Smo eden od mnogih pevskih sestavov, ki deluje naši Fari, in ker smo v osnovi najbolj vezani na euharistično prepevanje pri Božji službi in ostalih cerkvenih slovesnosti, smo že današnjo mašo odpeli v popolnoma novi izvedbi avtorja, našega organista in jubilanta Ivana Kocipra, ki je priredil te pesmi v čast svetemu Simonu in Judi Tadeju. Pesmi, ki smo jih slišali med mašo, so bile namreč namenjene ravno temu jubileju in zato jih je tudi registrirala in potrdila Komisija za izvajanje liturgije pri nadškofiji Ljubljana. Torej prvi naš korak našega organista za ta visoki jubilej Fare. V prvem delu koncerta, ki ga posvečamo temu visokemu jubileju naše Fare, vam bo Farni pevski zbor predstavil prvih 5 pesmi. In sicer 2 velikonočni za uvod, ker so še prazniki Velike noči, potem pa se bomo posvetili bolj Mariji, ki prihaja v prazničnem majskem vzdušju. Prva je Veselo pojejo zvonovi, ki jo je priredil naš organist Ivan Kocipr. Druga velikonočna je Temno se skalovje zjane, avtor je Jerko Gržinčič, nekdanji duhovnik tudi na Črnučah. Tretja je Marijina pesem Večerni zvon, ki jo bomo zapeli a kapela in je avtor Ignaci Hladnik. Četrta je Marijina Pozdrav Mariji, ki jo je priredil tudi Ivan Kocipr. In peta je Tebe pozdravljajo Marija. Ker smo nekaj zamenjali, bomo poskušali to upoštevati v današnjem programu. In sedaj bi začeli s prvim delom, se pravi prvih 5 pesmi, potem pa nadaljujemo z ostalimi zadevami. Gospod je samo
O, mati čistego srca,
No, mislim, da sta se Damjana in Helena potrudila in da sta nam odpili dober solo. Pred nadaljevanjem drugega dela današnjega koncerta pa bi radi nanizali nekaj več podatkov o samem farnem zboru. Nekako je farni pevski zbor osnovna glasbena komuna skupina v Fari, saj obstaja že dolga desetletja. Obstajal je že, ko še ni bilo nobenega drugega pevskega sestava v okviru Fare. To se vidi tudi na starosti pevcev, saj je trenutno povprečna starost pevcev v zboru 61,62 leta. Pa še to je lani znižal na novo priključeni najmlajši pevec Jerajo Joško, ki je kar za 2 leti znižal povprečje. Kaj vse to pomeni? Vsekakor leta ne doprinašajo posebej kvaliteti petja, stare glasilke gotovo zvenijo drugače kot staro vino v kozarcih. Petje in vse priprave terjajo več časa, več učenja, rezultati pa so zelo različni. Včasih na to vplivajo razpoloženje pevcev, včasih tudi vreme, letni čas, praznično vzdušje in tako dalje. Vse polno je zunanjih vplivov, veliko pa je tudi v nas samih. Kakšen klepet na koru med mašno dovolitvijo ni vsakokrat strokovno dogovarjanje za program. So lahko tudi navadne čenče in to se tudi večkrat sliši. Udeležba na vajah, kot tudi pri mašah, je včasih taka, da organist zadnje minute rešuje situacijo, kaj je trenutno zbrani sestav sploh sposoben zapeti. Ja, vse te male spremljajo zbor pri njegovem rednem delu, ki pa je pretežno vezan, kot smo že rekli, na bogoslužje in temu se podrejamo. Jubilej, ki bi ga danes rad obeležil, pa je tudi oseben in je bil že obeledanjen na veliko noč strani gospoda župnika. Prav na belo nedeljo leta 1973 je namreč prvič sedel za črnuške orgle in pričel vaditi farni pevski zbor, naš organist in pevovodja Kociper Ivan, po domače in pevsko Vanek, kar pomeni, da na tem mestu vztraja že 40 let. Gotovo je logično, da se ga pevci prvi spomnimo ob njegovem delovnem jubileju s skromnimi darili, ki smo jih pripravili za to priložnost in mi jih tudi podarjamo. Dragi Vanek, v čast mi je, da ti izročim tole skromno darilce, ki je tudi simbol, bi rekel, našega delovanja in tvojega delovanja. V zadnjem mogoče vidite je kor iz tega pogleda od oltarja in Vanekove doprsni sliki, ki kraljuje, da tako rečem, na koru. Nas bodri, nas vodi, jaz mu želim še veliko zdravja in želim mu vse najboljše, pa najlepše se zahvaljujem v imenu zbora, da je imel potrpljenje z nami. Ena drobna pozornost, najlepša ti hvala, ker si vzela čas, da si nas vodila, da si nas spremljala na teh naših vajah in sedaj na koncertu. Hvala. No in nadaljujemo s tretjo zadevo, ki smo se jo namenili na današnji dan obelodaniti, pa bo tudi malo zgodovinska nazadnje. Ko smo se 13. marca, bila je sreda zvečer, zbrali na redni vaji
našega zbora v pripravah za veliko noč, današnjo mašo in današnji koncert, ter obenem čakali, da se po končanem konklavu predstavi nov papež. Zvedeli smo namreč, da je izvoljen. Nismo še vedeli, kdo pa je, pa se je pojavila tudi ideja, da bi našemu zboru dali ob tej priliki neko ime. Strinjali smo se, da je ime zbora vnaprej tudi uradno Farni zbor Jutranji zvon Črnuče. To ime najbolj primerno poudarja našo dejavnost, saj je pretežni del leti pri prvi jutranji maši vsako nedeljo in vsak praznik in ravno to želimo s poimenovanjem zbora tudi poudariti. Res, da bi radi čaruškim pevcem in ostalim faranom, ki imajo veselje do bogoslužnega pitja, radi poudarili našo željo, da bi se nam še kdo pridružil, se bo do leta prinesla verjetno neminljiv konec tega sestava v naslednjih letih. Torej tudi na vas prisotnih je odločitev, če bi kdo želel prepevati, obenem dvojno moliti, da se nam pridruži. No in s tem bi končali, kar se tiče zbora. Nadaljevali pa bi z drugim delom današnjega programa, ki je namenjen 150-letnici Fare in slišali bomo še 5 pesmi. Prva je Ti edina, avtorja Petra Grisbacherja. Druga je Mariji pomočnici, avtorja Jerka Gažinčiča, ki jo bova poskušala z Jakom malo solo popestriti. In naslednja je še Marina Zmagala si devica slavna, avtor je Matija Tomc. In po 9. točko oziroma 4. tega dela prvič predvajamo pesem avtorja besedila našega farana Gričnik Antona. V glasbi pa je naš organist Ucip Riven in nosi naslov Pogled v planine. In še zadnja naša klasična pesem Marijasko življenje. Zahvaljujemo se vam vsem, ki ste se odločili, da nas pridete danes poslušati na Belo nedeljo in želim, da uživate še v teh naslednjih 5 pesmih. Hvala lepa.
Zemlja slovensko
pevci. Na zadnje, kot moram povedati, se že dobro bi bil imeli na zdravljo, takrat se tikava in cijeli to pravice, da tudi tako ga naslavljamo. V znamenju 44 je ena stvar. 40 let je pa množino. Velike noči, božič, dnevi, procesije, pa še imamo in naprej. To so take številke, ogromne številke. Ena je bolj zaskrbljujoča. 4 gospodarji so na tem času. Vsake hujši od prejšnjega in sedaj najhujši. Ne mu moraš služiti od gospoda Felisa, Tolena, Romana, mesto vrsti z vsemi ostalimi pomočniki, ki so bili tukaj, pa vendar ne, včasih se tudi malo zdaj slišal, da se mora. Kakšna stvar se tako ve, da je tako, pa vendar ne, moram reči, da je iskreno veliko sodelovanje. Od tega imamo vsako nedeljo pred našo pride in se pogovorimo opet, kaj se dogaja, kaj bodo pili, ko bodo, kako bodo pili, ko bodo vidimo, nič ne reče. Vedno je ena skrb, kaj bo zadosti, a bo v redu. In na koncu je zadosti. Koliko vaj, koliko pogrebov, to gre 1000. Če da ni prepišnemo, pa te gre pa 2000 manj. Čez 1000 manj. Nekaj 100 pogrebov, drugih 100. Da ne govorimo, koliko je ene skrbi, koliko je ene tudi tega pozitivnega skrbu, a bo uspelo in je uspelo, marsikaj uspelo. In pa, no se zadnje tudi, Bog je dal še en talent, danes tega posledice tega talenta začutili, to so tudi stvaritve novih pesmi, na besedilo Rojaka, pa tista pesem, rekli, načitavati na temo srca, dobre volje, želje, da bi vsemu temu svetu glasbe, temu svetu, ki človeka bogati in plemeniti, da dam še svoj delež. Mislim, da je to pošteno in lepo od vsakega, ki se čuti, da v tem življenju lahko nekaj doda, nekaj naredi. In lahko še naštevali naprej. Hvala za vse skrb. Ni tako poplačeno. Nikoli tako poplačeno delo organistov, ko lahko še kamen potrdi, to veste s tami pevci, ni nikoli poplačeno. Zato, ker tudi na vse zadnje cenišče tistega plačila, ker največje plačilo je zadovoljstvo. Takrat, ko rečemo, lepo je. Krasno da poslužje, pa ne bo tudi za veliko noč, ne bo za Božje, nekakoli, ali pa njena nemliška naša. Ko se zapoje pesem, ko se oglasi orgle, ko slišimo panekov glas za pesem, za psalm, za alelujo ali jačne Božje, kadarkoli, ko začenja, ko nas povada. Vedno je na nas, vabilo nam vsem, ki smo tukaj, da se pridružimo. O pevcih družnike reče, en vidite dobro, ki čakajo, da se vam pridružimo. Tako daže. Se pravi, da leta niso važna, niso tako pomembna leta, ampak srce in veselje. Dan in ura, sreda, zvečer ob 20. Ob 8. Slovškem domu se začnejo vaje, jutranji zvon pa poje zjutraj. Hvala lepa Paneku, hvala lepa zboru, tudi tistim, ki se lahko samo spominjamo, ki so peli, pa je Bog poklical tudi sebi, da pojejo v nebeškem zboru, vam pa želim še predstavljati tukaj še veliko časa v tem,